Zdaj pa vabim ministra za zdravje Dorjana Marušiča, ki bo predstavil temo, s katero se vlada danes večina časa ukvarjala in ki vas verjetno tudi najbolj zanima, z današnjega dnevnega reda nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 pod delovnim imenom Korak naprej. Uvod k tej temi bo predstavil pa predsednik vlade. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Z vami bom ostal v nadaljevanju zato, da bi komentiral tudi druga vprašanja. Toda za začetek se posvetimo tistemu, za katerega sodim, da je bilo danes osrednje. To je korak naprej pri odgovornosti vlade, da predstavi državnemu zboru predlog zdravstvene reforme ali kot temu rad reče minister, nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020. Kljub vsemu menim, da gre za tako pomembne posege v sedanji sistem, da lahko tem posegom upravičeno rečemo reforma. In to reforma na bolje. Večinoma, to bi rad povedal kot nestrokovnjak za to področje, pa vendarle dovolj seznanjen z vsem, kar se je v preteklih 2 letih glede tega pripravljalo. Za razliko od večine drugih reform, ki poskušajo krčiti pravice ljudi zaradi fiskalnih in drugih razlogov povezanih gospodarsko in finančno krizo, pa zdravstvena reforma poskuša te pravice prerazporediti tako, da bo vsak, ne glede na socialne in druge razlike med nami, enako upravičen do kvalitetne in dostopne zdravstvene storitve. Se pravi, reorganizirati skušamo javni zdravstveni sistem tako, da bo sleherni med nami, ne glede na socialno ali drugo poreklo, lahko tisto osnovno košarico zdravstvenih dobrin dobil enako dostopno in enako kvalitetno. Minister. Hvala, lepo pozdravljeni. Upam, da bo moj nastop in tudi sicer moja mimika odražala veselje, ki v meni, kajti danes je vlada potrdila napore ne samo ministra, ampak tudi njegove ekipe, da pripravi dokument, na podlagi katerega bomo lahko pristopili k pripravi spremembe zakonodaje, tako zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kot tudi zakon o zdravstveni dejavnosti. Verjetno je dokument že zakrožil med mediji, zato naj uvodoma samo izpostavim točke, ki so bile danes na vladi. Skratka, danes je vlada potrdila izhodišča tega dokumenta in potrdila aktivnosti, ki izsevajo iz dokumenta, naložila ministru za zdravje, da na podlagi izhodišč pristopi k njihovi realizaciji, seveda pa v budnem čuvaju javnih financ naložila tudi, da se na razprave o finančnih posledicah izhodišč dokumenta nadaljuje in nadgrajuje, ampak da se na koncu dokončno preveri z ministrom za finance, ali je skladnost izračunov, ki so v pripravi v posebnih komisijah, skratno, da te omejitve, ki izhajajo iz dokumenta, ne preseže fiskalnih okvirov. Zelo na hitro sistem zdravstva v Sloveniji praktično ni bil deležen pomembnih zakonskih sprememb v zadnjih 19 letih. V lanskem letu je vlada lahko sporočila, da namenjamo za zdravstvo več kot 9%, točno 9,7%, kar mora skrbeti tako vlado kot minister za zdravje in tudi vse ostale, da vzdržujemo finančno vzdržnost oziroma vzdržnost zdravstvenega sistema z vedno večjim deležem zasebnih sredstev. Po podatkih, ki so dostopni, 70% storitev v lanskem letu je bilo pokrito iz zasebnih sredstev. Približno polovica iz sredstev prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, polovica neposredno oziroma, kot radi rečemo, plačila iz žepa. Velja neka splošna strokovna ocena, da države, ki namenijo večji delež sredstev za zdravstvo iz žepa, sodijo v skupino manj razvitih. Zato osnovna usmeritev pri pripravi dokumenta je bila, da se pristopi k reorganizaciji zdravstvenega sistema, ki je verjetno prepotrebna, želimo večjo učinkovitost, produktivnost in kakovost, zato združevanje zavodov, mreženje, povezovanje v poslovnem in strokovnem smislu, in na drugi strani pristopimo končno k definiciji košarice pravic in to pokrivamo z javnimi sredstvi.
V razpravi je bil prvi dokument, ki je ponudil 3 možne rešitve. Veste sami, da so vse 3 povzročale določen javni finančno breme. V zadnjih usklajevanjih z ministrom za finance smo prišli do dogovora, da bi delež, ki je potreben za pokritje košarice pravic, pokrili z obvezno dajatvijo. Odvisno od dohodninskega razreda, kar pomeni, da povečujemo solidarnost. Prepričani pa smo, da bodo potrebna sredstva za pokritje košarice pravic take, da bodo večina državljani oziroma da bodo državljani finančno razbremenjeni in da na nek način lahko celo povečujemo konkurenčnost. Glavne spremembe v košarici pravic so, kar verjetno večina prikima, izločanje pravic, ki ne sodijo v košarico pravic, gre za socialne pravice in tu seveda bo potrebna javna razprava in potrditev. Govorimo o pogrebninah, po smrtninah, govorimo o res nenujnih reševalnih prevozih, tisti, ki niso povezani z zdravstveno obravnavo. Govorimo o tistem zdravniškem zdravljenju, ki ni posledica ali pa ni v integralni obravnavi. In drugi del gre za določene premike v financiranju. Menim, da smo po 19 letih samostojne Slovenije prišli do spoznanja, da je bolje, da avtonomni zavodi sami investirajo v svojo infrastrukturo, torej za to ne skrbi ministrstvo ali lokalna samouprava, torej da se ta sredstva prenesejo v amortizacijo. Na drugi strani je pa prav, da ministrstvo kot glavni regulator tega sistema prevzame in bdi nad kadrom, torej da pride do premika skrbi za kadre in za investicije. Namreč ni skrivnost, da v evropskem prostoru bomo do leta 2020 potrebovali 1 milijon zdravstvenih delavcev. Slovenija ustrezen delež. To so glavne usmeritve pri postavitvi take košarice pravic, v katero smo umestili tudi potrebna sredstva za sledenje razvoju zdravstvenih tehnologij in potrebna sredstva za uravnavanje dostopnosti do storitev, ki jih bomo morali opredeliti v standardu posamezne storitve, opredeliti dostopnost v času in v prostoru. Torej za pokritje take košarice po prvih računih potrebujemo 244 milijonov evrov, no in to bi pokrili z novo dajatvijo. Komisije, ki so bile usmerjene oziroma postavljene v preteklem tednu po sestanku predsedniku vlade, delujejo. Prepričan sem, da bomo v doglednem času pripravili te izračune, jih predstavili. Žal, glede na to, da ima vlada samo še eno sejo pred počitnicami, žal ne pred počitnicami, ampak v vsakem primeru, glede na 4. sklep, ko bo javnofinančna slika v celoti pokrita, bomo to potrdili, upam, na vladi in na to člene, ki se pripravljajo, tudi potrdili. Ob tem je zelo pomembno, da sem kot minister za zdravje lahko na seji vlade odprl tudi razpravo in načeloma dobil potrditev, da je v Sloveniji potrebno se pridružiti tistim državam, ki razmišljajo o uvedbi trošarine oziroma so jih že uvedli na primer sladke pijače, na sladko hrano in podobno, vendar, tako kot večina ministrov v Evropi, menim, da so to sredstva, ki morajo v proračun, in Ministrstvo za zdravje mora s svojimi programi prepričati, da jih moramo umeščati v preventivne programe in na nek način s pozitivno zanko doseči, da te trošarine na nek način tudi ugasnejo. Torej, poleg že uvedenih trošarin na alkohol in na tobak bi uvedli nove trošarine. Odprta je tudi razprava o tem, ali bomo sledili državam Evropske unije, ki namenijo bistveno večji delež regresnih zahtevkov od avtomobilskega zavarovanja kot Slovenija. In tudi tu vidim nek pristop k temu, da tisti, ki imajo sredstva za avtomobile, ki krožijo po slovenskih cestah, ustrezen delež namenijo tudi za to, da bomo lahko nudili zdravstvene storitve. Torej, prepričan sem, da bodo komisije potrdile naše usmeritve, da bomo zagotovili javno finančno vzdržnost, obenem pa na ta način, ko bomo postavili jasno košarico pravic, ko bomo jo pokrili z javnimi sredstvi, bomo pokazali, da Slovenija je zdravje največja vrednota, obenem pa omogočili, da bodo zasebne zavarovalnice stopile z pravimi produkti na zdravstveni trg, če lahko tako imenujem, in zagotovili državljanom ustrezne storitve, kot jih so lahko deležni v evropskem prostoru. Preden bova z ministrom, zlasti minister,
odgovarjali na vprašanja povezana z načrti za nadgradnjo zdravstvenega sistema, naj povem, da se bo v avgustu pri državnem sekretarju za socialni dialog gospodu Pavlici se bodo odvijali neformalni posveti med predstavniki socialnih partnerjev, zato da bi se dotaknili 3 vprašanj, na katere želimo dobiti bolj jasen odgovor takoj v začetku septembra, ko se bomo o njih tudi formalno začeli dogovarjati v okviru vrha socialnih partnerjev. Gre za zdravstveno reformo, gre za pokojninsko reformo in gre za reformo trga dela. Ta neformalni posvet bo torej trajal mesec dni, v iskrenem prepričanju vseh, da bi to lahko pripomoglo k boljši pripravi septembrskega srečanja in pospešitvi aktivnosti zlasti pri zdravstveni reformi, za katero lahko po izjavah obeh strani, delodajalcev in delojemalcev, sklepam, da vsaj kolikor je bila na voljo znana v svojih zamislih do zadnjega srečanja, uživa precejšnjo podporo. Prosim, vprašanje. Izvolite. Ja, Breda. Breda Štiman Bonča, TV Slovenija. Zanima me, lahko kaj poveste več morda o teh 3 stopnjah, po katerih naj bi plačevali. Skratka, drži 3 do 60 ali ne? Torej, karkoli bi povedal, bi bilo preveč, tako da si moram res vzpostaviti vse mehanizme, da nič ne povem, dokler komisija ne potrdi izračunov. Veste, da zelo dobro računam in da že imam številke, ampak zato smo imeli komisijo, strani ministra za zdravje, ministra za finance, ministra za delo, družino, socialne zadeve, naj pripravi izračune, vendar če opravite popoldan ali dopoldan ali danes zvečer vajo, vam bo zelo preprosto povedal samo številko, dokument bo na razpolago na spletni strani, da se oceniti, ampak ne vlečite za besedo. Številke bojo jasne, tudi ministri so bili zelo previdni, ne smemo z spremembo zarezati globlje v javno finančno vzdržnost. Jaz sem prepričan, da so rešitve. Veliko časa sem se ukvarjal kot minister, 15 mesecev, mislim, da smo zelo blizu končne rešitve. Bodo plačevali tudi upokojenci? Lahko vsaj to potrdite, upokojenci bodo vključeni in bodo plačevali zdaj? Torej, kot sem povedal, po dohodninskih razredih se bo diferencirano plačevalo dajatev. Lahko politično odgovorim na vaše vprašanje, kolikor menim, da je to potrebno. Izhajajoč iz mojega uvoda, lahko dobite še enkrat zagotovilo, da smo recimo temu zdravstveno reformo pripravili tako, da bi lahko ljudje, ne glede na njihov socialni status, prišli v okviru košarice dobrin zdravstvenih do enako kakovostnih in dostopnih storitev. To je naš cilj. Se pravi, da na temelju solidarnosti omogočimo v javnem zdravstvu potrebno stopnjo zdravstvene oskrbe ljudi, ne glede na to, ali so siromašni, ali so premožnejši, pri čemer bodo premožnejši zato, da bomo na temelju solidarnosti gradili javni sistem, plačevali več, kot bodo za enake storitve in enako dostopne plačevali siromašnejši. To se mi zdi zelo pomembno politično sporočilo. Vesna? Urša. Ja. Z ministra Marušiča smo pa to vprašanje, so potem te izračuni, če lahko vsaj namignete, vsaj podobni tistim, ki ste jih javnosti poslali aprila oziroma marca in so bili precej natančni, skratka, kakšen dohodek, koliko več nam ostane v žepu. Je to vse nekako v to smer? No, o zračunih ponovno ne bom govoril, ker vedno boste toliko časa spraševali, da mi kakšno vide, ampak gre za drugačen pristop. Seveda, danes bi žarel od veselja, če bi bila sprejeta prva ali druga varianta iz izhodnega dokumenta. Verjamem, da je javno finančna situacija taka, da smo morali iskati kompromisno rešitev in veseli me, da smo pri kompromisni rešitvi. Kot veste, je v izhodnem dokumentu bila povišena prispevna stopnja, kar bi zanesljivo postavilo solidarno Slovenijo na najvišjo točko. Ta rešitev je pomemben kompromis, vendar iz sedanjega sistema prihaja v bistveno večjo solidarnost kot do sedaj, ko bomo po dohodninskih razredih plačevali različno. Obenem sem pa prepričan, da na nek način bo ta vlada predala tudi naslednjim vladam pomembno sporočilo, da mora na poti nadaljevati. Mi
bomo naredili prve korake, sistem se bo moral nadgrajevati. To ni dokončna rešitev, je pa pomemben premik k temu, da v zdravstvu stvari postavimo bolj pregledno kot do sedaj. Vesna? TV Slovenija, gospod Marušič, mene zanima, minister Svetlik je prejšnji teden dejal, da bo del te splošne participacije tudi zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Ali to drži? In če ne drži, kako urediti to zavarovanje ob starajoči se družbi? Ali imate že kakšne načrte? Imate zelo dobre informacije. Na sestanku predsednikov vlade je bil tudi kolega minister Ivan Svetlik. Dogovorili smo se, da bomo razpravljali tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi oziroma rešitvi tega problema, vendar bom kot minister za zdravje vztrajal, da se računi izvedejo ločeno. Torej, državljanom bomo morali sporočiti, kateri del bomo izvedli za to, da nadgradimo zdravstveni sistem in kateri del bomo uredili zaradi dolgotrajne oskrbe. Seveda na koncu bo slika celovita, ampak prikaz mora biti pa pregleden. Tako da danes na vladi smo se pogovarjali samo o nadgradnji zdravstvenega sistema, komisija bo razpravljala pa tudi o tem. Naprej? Ja, Nina, izvoli. Nina Knavs, Dnevnik. Kako pa je s socialno kapico? Kakšna je zadnja odločitev glede tega? Omenili ste tudi, da ste se že pogovarjali s socialnimi partnerji. Pričakujete, da boste glede na to, da mora iti zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju še na ekonomsko-socialni svet, dovolj hitri, da bi izpeljali tole? Zame? Ja. Torej, glede na to, da se v drugih resorjih nismo odločili za socialno kapico, je tudi tu ni. Razen dokumentov bo se to zasledili pri samozaposlenih. Torej, če mi dovoljeno nazaj 15 mesecev, ko so se prvič ali pa zadnjič pogovarjala pred dokončnim raz predsednikom vlade, so se dogovorila do decembra 2012. Toliko sem mu namenil mojega sodelovanja in sem pripričan, da do takrat imamo dovolj časa. Nekaj pa moramo vedeti vsi, da to bo potrebno izpeljati. Mi smo pripravljeni na ta izziv. Slovenski zdravstveni sistem je potrebno reorganizirati, spremeniti. Vsak od nas ima vsaj kdaj v življenju tako izkušnjo, ki je bil tudi nezadovoljen. In jaz sem prepričan, da dokumentom mu dajemo bistveno boljšo dostopnost, mu dajemo višjo kakovost in zagotavljamo tudi vzdržnost zdravstvenega sistema. Pot je pa dolga. Mi smo pripravljeni narediti prvi korak. Si imela pa vprašanje? Ja? Vprašanje imam. Včeraj so poslanci SD nekako pozvali ostale ministre, naj ne nasprotujejo morebitnim prenosom nekaterih obveznosti zdravstvene blagajne na njihova ministrstva, če bi tja bolj sodila. Kakšno je trenutno stališče v vladi glede tega? Na vladi temu ni bilo oporekanja, da se košarica očisti bremen, ki ne sodijo v njo. Vlada je dokument in usmeritev podprla, seveda, kot sem pa povedal, bomo dokončno sliko morali postaviti v javno finančno okvir. Jaz mislim, da je v dokumentu dovolj možnosti, da se to tudi izvede. Urša, imaš ti še? Ja. Še eno vprašanje, tudi ta je v izračunih, ampak glede trošarin, mogoče lahko pri trošarinah poveste kaj več, kaj novega, kar se tiče... Torej, takoj po sestanku predsednikov vlade smo dali pobudo, veste, da je to problematika resorja za finance, da se imenuje strokovna skupina, ki pristopi in se pridružimo tistim državam v Evropi, ki so to že storile. Kar nekaj jih je. Potrebno je seveda pripraviti izračune. Mi imamo trošarino za alkohol in za tobak. Tega je omejeno, mislim, da nekje okrog 30 milijonov. Da tu ni računati veliko sredstev, vendar, in si jih tudi povečujemo, vendar je potrebno razmišljati o novih ukrepih, predvsem zato, ker Evropska unija ugotavlja, da so to učinkoviti strateški ukrepi, da se zamijo določene epidemije, recimo epidemije debelosti in nekaterih drugih. Izvoli? Mene pa zanima, kako boste pobirali to, da to participacijo se že ve, ali bo to položnica ali bo odtegnjeno od plače oziroma od prihodkov. Pa še, kako zdaj pač teh pravic ne bo, ne? Ampak nekateri te prevoze potrebujejo, pa zdravilišče. Ali se bo dalo to, ne vem, kako drugače zavarovati? Kaj bo zdaj s tem, recimo? No, v take potankosti dokument ne gre. Mislim, da izvedba ne bo problematična. Sredstva naj bi se alocirala pri tistem, ki bo zdravstveno zavarovanje izvajal. Verjetno bo šlo preko Dursa. Ponovno pravim, da pri tej razpravi, ki bo sledila predstaviti zakona, se bo treba vprašati, ali je prav.
da imamo v Sloveniji absolutno dostopnost do nujnega reševalnega prevoza v nekaj minutah, imamo pa bolnike, ki čakajo na operacije, lahko tudi na preglede zaradi rakavega obolenja in kaj drugega. Jaz mislim, da je največji problem, s katerim sem se soočal kot minister in to želim v dokumentu razrešiti, je, da sicer smo zagotovili finančno vzdržnost, vendar nismo zagotovili vzdržnosti zdravstvenega sistema, ki bi odgovarjal na naše izzive. Mi imamo neustrezno dostopnost do prepotrebnih storitev in to zagotavljamo. Košarica pravic naj bi vsem zagotovila v določenem času kakovostno storitev. Nekaterim stvarem se bomo pa morali odpovedati in to niso zdravstvene storitve. To niso nujno potrebne. Pri takem avtomobilskem parku, kot ima Slovenija, se lahko čemu tudi odpovemo, zato da dosežemo nekaj boljšega. Če pa tega ne zmoremo, pa imamo sistem, bodimo vsi nezadovoljni, ampak v nekem trenutku bomo odšli drugam, 2014, če ne prej. Vidite, ko so se z ministrom pogovarjali o najnem sodelovanju in njegovi glavni nalogi, to je pri pripravi obeh zakonov, ki predstavljata reformo zdravstvenega sistema, sva takoj na začetku ugotovila, da imava enak pogled na smisel reforme. Smisel reforme ni samo javnofinančna konsolidacija, oziroma ne gremo v reformo zato, da bi privarčevali denar v proračunu. V reformo gremo zlasti zato, da bi skladno z ugotovitvami stroke, zdravstvene in drugih, pravičneje in učinkoviteje porazdelili zdravstvene storitve tako, da bo, kot sem rekel, ne glede na socialni status zavarovanca, ta dobil to storitev enako kvalitetno in dostopno. To je zelo pomembno. Za razliko od nekaterih drugih reform, ki so ali spodbujene, ali pravzaprav neizogibne, zlasti in predvsem zaradi fiskalne konsolidacije. Majda. Dnevnik, napovedovali ste, da bosta dva ločena dokumenta, in sicer nadgradnja, drugo pa novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zdaj iz tega danes lahko rečemo, da verjetno ste spet združili, ne, to korak naprej, da rečemo. Ne, nadgradnja zdravstvenega sistema do 2020, korak naprej, je dodelan v dveh delih, ta, kjer je bolj jasno prikazana košarica in na nek način kompromisni predlog resornih ministrstev v skladu z dogovorom pri predsedniku vlade, kako naj bi pokrili košarico pravic. Obenem tudi pomembno spremenjen v bodoči vlogi izvajalca obveznega zdravstvenega zavarovanja, kateremu dajemo pomembno nalogo pri določanju teh standardnih storitev, pri prehodu iz pasivnega kupca v aktivnega naročnika. Torej, Zavod za zdravstveno zavarovanje bo sredstvi, ki bo dobil na razpolago, moral zagotoviti to, kar smo povedali. Enakopravnost in pravičnost pri dostopu do kakovostnih storitev. Danes temu ni tako. To vemo vsi. Čakalne dobe na nekatere storitve so dolge in jih kljub naporom sicer zmanjšali za polovico, vendar še vedno so nekateri bolniki, ki čakajo nad zapovedano dobo. Po zadnjih podatkih jih je okrog 6000, vseh čakajočih je na programe, ki jih sprejema, pa pol manj kot januarja. Mateja Grošelj, Večer. Kaj bo z proračunskimi upravičenci do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot so po vajnih zakonih? Torej, vprašanje lahko obračate tako ali drugače. Povedal vam bom in prikazali vam bomo takrat, ko bodo zaključeni izračuni, pravočasno, seveda jih mora predtem potrditi vlada. Stremeli bomo pa zatem, kot sem pa napovedal. V redu. Ja, Breda, še dajmo recimo zadnje vprašanje za ministra. Denar naj bi zbirali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Zavarovalnice očitajo, da je to znova neka oblika zavarovanja, ki bi jo morale pobirati one, in češ, da to ni v skladu z evropsko zakonodajo. In pa zanima me, lahko vprašam še v zvezi z včerajšnjim očitkom gospe Čebaškove, ki pravi, da je še vedno veliko otrok brez zdravstvenega zavarovanja, zato ker so starši brez zdravstvenega zavarovanja, da so vas na to opozorili že lani, pa da doslej niste storili nič. To so njene besede.
Glede prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, mislim, da je dokument tak, da bomo lahko tudi z njimi odprli razpravo v tistem delu, kjer je pač potrebno, ampak menim, da je prioriteta ministra za zdravje skrb za javno dobro in javno košarico in pokriti z javnih financ. Glede očitkov, seveda v noveli zakona, ki bo sledila dokumentu, bomo uredili tudi to problematiko, ki jo varuhinja očita. Tiste spremembe, ki so potrebne preko zakona, imajo pač svojo dinamiko. Na drugačen način kot spremembo zakona ne moremo. Čeprav po drugi strani pa razprava zadnjič v državnem svetu pokazala, da imamo, saj kar se otrok tiče, izjemno visok nivo pravic, pri čemer ne odrekam, da ni kaj še za postoriti. V redu. Hvala, minister, za zelo podrobno. Če še vprašanje, če mene mučijo do konca. Hvala lepa. Ja.